Lahko nekaj rečeva o tej knjigi, ker sva midva pred 2 leti sva se v bistvu pogovarjala o tvojemu članku, ki je imel zelo podoben naslov. Ne? In tole je pač izhajalo iz tiste tematike. Ne? Tisto je bila odskočna deska. Ja, izreden članek, zato sem te tudi takrat povabil. Ja. In glih v tistem momentu je prišel, ko se je meni začel to malo odpirati ali pa rušiti, materialističen pogled na svet se mi je začel malo rušiti. Ne? Bi pa te vseeno malo izzval glede naslova. Onkraj materialističnega prepričanja. Ne? Kaj pa duhovno prepričanje? Ne? Ker tukaj se mi zdi, da sva tudi malo se prele navezala. Ne? Je lahko tudi neki strup. Ne, lahko je čist duhovno, pa smo v nekih sferah, ampak to prepričanje bi se jaz malo sredotočil. Ne? Prepričanja naša, z roko v roko z egom pridejo. Ne? In prepričanja, koncepti, ideje, kako bi moglo nekaj biti, je itak vir vsega trpljenja v človekovem življenju. Ne? Tako da, ti si se tukaj osredotočil na materialistično prepričanje, ki velja v neki znanstveni sferi, tega je veliko in se tudi počasi prerašča, tudi s pomočjo te Galilejeve komisije, v katero si vključen. Bi pa me zanimalo, da malo to pokomentiraš, duhovno prepričanje. Ne? Tega je veliko v duhovnih sferah. Ne? Zagotovo. In je še bolj trdovratno in strupeno, bi jaz rekel, od tega. Problem naslova je vedno skopost besed. Kako ubesediti tisto, kar pravzaprav človek čuti ali pa dojema na drugih ravneh, ne recimo samo na miselnih. Besede so kode, imajo svoj pomen, ampak so v bistvu relativno primitiven način sporazumevanja. Jaz mislim, da v daljni prihodnosti, ali pa če obstajajo kakšna tuja bitja, in verjetno glede na to, da pravzaprav obstaja na milijarde planetov, ki so podobni Zemlji, potem bi bilo res statistično skoraj da nemogoče, da ni nekaj kaj, ampak pustiva to ob strani, ker to terja ali profesorja Cviterja, ki je že bil pri tebi, ali neko širšo debato, mogoče kakšno okroglo mizo, ker te zadeve me tudi zelo zanimajo. Ampak prvotni naslov je bil pravzaprav, naj bi se naslanjal na zablode znanstvene materialistične paradigme. In te zablode, ki so danes v veliki meri že razjasnjene oziroma ovržene strani ali neomaterialistične znanosti ali pa pač nove znanosti, so recimo naslednje. Materialistična znanost še kar naprej trdi, da je bistvo vsega materija oziroma snov, ni res. Kvantna fizika dokazuje, da je to energija, pa se popravljam. Ne bom niti uporabil tega zanikovanja, ni res, ker to je preveč. Bova rekla rajši, morda ne drži, ali pa velika verjetnost je, da ne drži. Druga takšna trditev, recimo, ki se zdaj spominjam, je, da je življenje, vse živo, večinoma gensko pogojeno. Epigenetika dokazuje drugače. Celo zanemarljiv odstotek, recimo, če gledava človeka, 5% nekje je res gensko pogojeno, vključno z boleznimi, vse ostalo je okolje. Potem recimo še ena takšna trditev je, da so bile mutacije bistvo evolucije, vse bolj se kaže, da so to dejansko adaptacije, torej prilagoditev. No in še ena takšna, recimo... Ampak skozi mutacijo. Se pravi, random mutacija preživi mutacija, ampak, ki je adaptirana. Če je res prišlo do vrhunske adaptacije, potem veliko vprašanje, če je to res še mutacija. Ni, ker zdaj mi da lahko rečeva, da ali pa tisti, ki podobno duhovno razmišljamo, da smo mutirali, kar se tiče ustaljenega prepričanja, ali smo se adaptirali na višjo raven, ampak morda zaenkrat pustiva to ob strani, ker je res zelo dobra pripomba, kar si rekel. Da sem mislil za najne roke, to je bilo
To je bilo skozi mutacije, ki so preživele. Ne? Ampak zakaj je do mutacij prišlo? Ne? Zaradi mogoče kaosa vesolja. Lahko pa tudi kaos red, lahko pa po nekem božanskem načrtu, po neki matrici, ki jo iz naše perspektive je itak kaos tisto, kar ne moremo. In recimo še ena taka trditev materialistične znanosti, ki mi je potem jasno toliko bolj všeč nasprotno mišljenje, pa je, materialisti bi rekli, da je bilo v bistvu evolucije tekmovanje, darvinističen pristop, in vse bolj se kaže, da je bilo ključno sodelovanje, da je v naravi bistveno več sodelovanja, kot bi človek mislil. Mogoče res bodejo v oči te tekme, moč prevlada močnejšega in tako. No in eden od poglavitnih razlogov ustanovitve projekta Galilejeve komisije, sicer v okviru znanstvenega in medicinskega omrežja, ki pa obstaja že skoraj pol stoletja, je bil ta, da se poskuša ne ovreči te dosedanje resnice v narekovaju, ampak ponuditi vsaj alternativo, da ne izhajamo vedno znova iz tiste Aristotelove logike ali, ampak zakaj pa ne bi bilo in, a ne? No in eno od teh ključnih področji je pa tudi spoznanje, vedno več spoznanj, da zavest ni nujno samo proizvod elektrokemičnih procesov v možganih, ampak je lahko in verjetno bistveno več, oziroma Lipton to krasno pove, pravi, predstavljajte si, da ste vi kot TV sprejemnik, televizija, in gledate nek program. Kaj mislite, da če vam po domače povedano crkne televizor, kot bi zapel Adi Smolar, da tega programa tudi ni več. In potem je vsakemu jasno, da program še vedno nekje obstaja. In tako ne bi bilo približno zavestjo. No in zdaj, če se vrnemo nazaj na naslov, jaz sem hotel enostavno se izogniti pretežkim izrazom, kot recimo paradigma, znanost in tako naprej. In sem se pač odločil za prepričanje ali pa beliefs, bi to prevajal v angleščino, in potem skušam prek dela Galilejeve komisije in tistega svojega eseja potem to okrepiti z različnimi filozofskimi, religioznimi smermi. Zato imam noter recimo poglavje o Tao Te Chingu, pa Dhammapadi budizmu, pa recimo o Upanišadah, pa Bhagavad Giti, pa ne nazadnje vzhodnjaške vede. In tudi zahodnjaške. Torej, tudi seveda Biblija je to obdelana. Na koncu sicer potem v Kezelejevem duhu postavim vprašanje, kaj pa sploh je resnica, po Šankarju, po Viveki, in seveda ugotovimo hitro, da je to zelo, zelo težko vprašanje. Tako da končnega odgovora ni. Tudi kar se duhovnosti tiče, ker duhovnost zelo hitro izpade ali celo zelo materialna, ker čim je duhovnost ukvirjena v neko institucijo, kaj pa je to drugega kot materialnost? Ali da je duhovnost povezana z nekim koristoljubjem. Ne nazadnje, vedno več ljudi masno služi. Ne samo New Age in tako naprej. Danes ima človek občutek, da nekdo, ki je bil 14 dni v nekem ašramu v Indiji in tako naprej, lahko že kar podjetje odpre, malo uči jogo, malo uči različne druge tehnike in dobro živi. In kot bi Marjano Gorevc rekel, saj ni nič narobe, denar mora krožiti, ampak na vas pa je, da sami presodite, da znate zrno ločiti od plevela. Čeprav je to zdaj materialistično razlikovanje, ampak ravno ta Viveka, o kateri piše Kezele, po Adi Šankarju sicer, znamenitem duhovnemu mojstru, mislim, da je živel v 8. stoletju, je pa to, da ta Viveka nekako zareže v karkoli, recimo v prepričanje, in potem, lahko bi pa rekli, Okamova britev, pač pokaže na koncu samo tisto, kar ostane, in
recimo po Okamovi britvi ne bilo tisto, kar je najbolj enostavno ponavadi resnica. Ja. In tudi, ko prebereš... Najbolj enostavna razlaga. Najbolj enostavna razlaga. Najbolj enostavna je, da je vse eno. Ampak se mi zdi, da je zelo dobro utrip knjige opisal eden od dveh krasnih recenzentov, Vinko Möderndorfer. Ne bom rekel, da sem namerno zbral dva človeka, ki sta vsaj z vidika javnega mnenja na diametralno različnih polih, torej dr. Karl Gržan, pater, in Vinko Möderndorfer, dramatik, pisatelj, ampak ne skriva, da je recimo bolj socialistično levo usmerjen, kakorkoli že, ne. Ampak oba sta osnutek knjige z navdušenjem prebrala, no in mislim, da oba ugotavljata, sicer da bi bil to lahko neke vrste učbenik ali karkoli, ampak pravi Vinko, bistvo je postavljanje vprašanj. To je sicer nekaj, česar se jaz še učim, torej to je past znanja, ali nekoga, ki ima akademsko kariero, da v neki fazi toliko ve, ali pa domneva, si dela v tvaru, da toliko ve, da mu enostavno ni več mar za vprašanja, ker ga v bistvu vprašanja pehajo iz udobnostne cone, ne. Jaz te nekaj vprašam, ti mi drugače odgovoriš, kot jaz mislim, pa sem že nervozen. In v tej knjigi sem skušal tudi to preseči. Torej, tudi nisem... Seveda povem svoje stališče, ne nazadnje tudi glede covida, glede cepljenja, ampak ne obsojam drugih. Nikogar ne obsojam, ki drugače razmišlja, jih pa sprašujem. Tako da upam, da je... Pa tudi poveš svoje mnenje brez upam, trenja. Da je tako, brez trenja.